Mami, kaj želiš stojiš, daj mi kakao. A prosim je pa umrl, ali kaj? Pri tej naši genialki se sploh še rodil ni. Da se ne boš kaj naredil. Prosim lepo. Daj tam mir pa jejte, no. Nejc, a boš ti tudi kakav? Prosim, lepo, lepo. No, to je pa že lepše, ja? Ja, sej, kaj čemo? Lep, pa pameten, pa še ulikan. Vse po mamici. Po mamici. Kaj ima pa pomen? Po tebi to, da si po nosu vrta. Jaz si ne vrtam po nosu. Pa daj ne razburi se, no. Pa jej, jajčka me že čist mrzla. Pusti moja jajca pa za svoje skrb. Jaz jih nimam. Ne tako, ne tako. Ja, no, pa se pa zase brigi, ne? To, da grem jaz včasih z robčkom pa s prstom v nos, grem samo zaradi tega, ker imam noter eno kronično hrasto in ti to dobro veš. Sem ne, ti moraš izkoristiti vsako priložnost, da lahko z mene narediš motoričnega osla. No, čisto vsake pa tudi ne. Mislim, kakšna mi pa tudi uide. Mislim, priložnost. Sicer je pa pri tebi marsikaj kroničnega. Pri meni. Ja. Koga pa, naprimer, no? Kronično pomanjkanje pozornosti, kaj naj bi jo meni namenil, naprimer. Ti, a bi jedel, dokler je še vse malo toplo, no? Aha. Halo, zemlja tukaj, zajtrk za njegovo ekscelenco, gospodar Javca je na mizi. Ja. Nima smisla, mami. Tipičen primer tipičnega poročenega moškega. Len pa nezainteresiran. Aha. No, ostal konje, sestrca. Daj ta mir pa jejta. Bom že jaz z očem uredila. Kot zmeri. Sam ti nikoli ne ratam. A ja? A da mi ne? No, bomo videli. Johi, Maži je telefoniral včeraj. Ja, fajn. Mi je naročil, naj ti povem, da ima en karton tistega rozeja, če ga boš kaj vzel, če ne ga bo dal komu drugmu. Koga? Roze? In ti mi to zdaj poveš, mati mila? Ja, kaj se pa tako razburja? Saj ti ne bo noben nikamor pobegnil, ne Roze, ne Maži. Ja, to ti misliš, Mašika, kaj pojma nimaš? Tega rozejčka je katastrofalno težko dobiti. Je bela česa, če nam zaradi takojšnjega boja razgrabili. Pojej do konca, lepo te prosim, no. Pa prvi dan počitnic dopusta, tis pa čist naspideran, no. Pa kako te mora en rozejček tako stira vršt? Ja, pa to ni en rozejček, Mašika. To je tako dober rozejček, da je v Iberu obrnat dober rozejček. Se ti tega ne boš nikoli razumela, saj ste razumela. Jaz čist dober razumem, kaj je dober, pa kaj ni dober. Ne razumem pa, da ti par buteljk pomeni večkrat pa družina, ki zajtrkuje. Pa sej vam jaz neč nočem, zajtrkujte lepo, dejte malo, baš se tam malo, ti si kar baš, no. Slušaj, Mašika, jaz pa če nam šel zdaj po tega rozejčka, veš, mi bo počel, vse mi bo počel, kaj ga bom zgubil. Pa če so glih pri buteljkah, a ne? Ti si za mene veliko več, kot katerakoli buteljka na svetu. In to ti dobro veš. To malo jej. Čak. To je mogoče Maži, klesaj pa ti bo. Maži, vidiš, Jezus Marija. A, ti si Tone, koga pa je dobro? Ma, Dončkula, ves doma dobit je pa tudi loterija. Ja, Tone, se veš, kako je, dopoldne služba, pa šola, popoldne pa vse ostale, ne, da se nas res ne veliko doma, no, koga imaš? Tole ti že 2 tedna nosim. Ja. Je iz Solarija, pa je za Mašo, pa ni za me, ne? Ma ne, je iz Sosedne države. Ma ne mene. Zajebava. Jaz te ne zajebavam, jaz bi ti več samo pomagal, no? Ni treba meni nič pomagati, si bom že sam pomagal. No, ja. Čakaj. Iz kje? Je iz sodišča. Aj, sodišča. Je iz Sežane. Mama Dončkula. Aha, koga vam pa jaz Sežana? To pa jaz ne vem, koga ga ti ke po svet sračka. Le, podpiši. Aha, le, sodišče pa Sežana. Kako zdaj ima že vsaka vas sodišče, ali kaj? Pa še ni čudno, da ga vse maloro, porka šminčiš. Kaj čmo? Takle imamo, ja. Kaj češ? Ja. No, adijo. Sodišče je zame. Zate osebno ali za firmo? Zame osebno.
Kaj sta spet v špitu, no? Siguren sprehiter vozil, pa so te na radar ujeli. Maša, lepo te prosim, se veže, jaz vozim po predpisih naprej. Ja, po svojih. Te. Me zanima, kdo se mi zdaj prvoščil, čakaj. Sodišče do Sežani, v zadevi zapuščinske razprave Radivoj Jarjavec. Radivoj Jarjavec. To je ta moj mrzel stric, ki je nor na konje. Ki je bil nor na konje, ker je najbrž očitno zdaj umrl. Dobro, Kdaj pa Revež umrl? No, Janez, kako pa to, da nič ne veš? Veš, pa je prišla ena pošta z Kobilarne Lipice. Jaz sem se mislil, da je reklama, pa je sploh pogledal nisem, sem kar stran vrgul, ne? Kakšne lipice? Jaz Kobilarne, tam, ki je bil stric v službi, se mi zdi, no. Pa tisto očitno ni bila reklama, ne? Ampak sporočilo, da je stric umrl. Ja, bravo, genialka. Spet je ratal. Daj ti bod brincer, brinca. Zdaj vse ti bod pametna, Tinka, no? Ne morem, žal. Zakaj že ne? Ker jaz nisem po tebi, jaz sem bolj po očitem. A kaj, ja, jaz sem pa za pitke šparkasa, ali kaj? No, tega pa jaz nisem rekla. Pa mislila. Točno, Dajte mer, no. Kdaj pa moš tja v Sežano? V sredo, 4. julija, ob 12:30 uri, prvo nastope soba 10. Kjer ga pa smo mi danes? Oči naš vrel, ampak točen 4. julija 2012 smo. Si moraš misliti. Ura pa je natanko 10 in 9 minut. Familija, zdaj pa najprej umit, obleč, vidva lula, če treba, ti make-up, če treba, pa ni treba, ali pa tudi malo, ne preveč. Jaz bom pa vse ostalo. Mi lahko še zmeri pridemo popolnoma pravočasno, samo če ne boste ubogali. Ste razumeli? Alo, gremo! In tako je naša smešna in srečna družina dobesedno oddrvela proti Primorski. Oče je vozil kot v norcih, ker seveda nikakor ni ostalo brez posledic. Pa Janez, a se je te čist zmešal? Ab neho tako drvet, se nam bo šventov. Maša, daj ti meni zaupi, no. Pa na uro glej, pa čim manj komentiri, pa bo čisto v redu. Nič ne bo v redu, nič, če ti rečem. Bomo s ceste zleteli, kakor smo dolgi pa široki. Bolj počas pel, če ti rečem. Maša, 150 pelem, pa kaj je to za tak avto, no? Ja, 130 je pa omejitev, kar je pa čez, je pa kazen. Pa še izpit ti bojo vzeli, ker si ne znaš čisto nič dopovedati. Ma kak je izpit, da lepo te prosim. Pa kje ti vidiš, koga da bo meni izpit vzel? Pel bolj počas, ker bom ročno potegnila. Da ne bi, Maša, da ne bi, lepo te prosim, ej. Mi v avto nič, se vidi skoraj nov. Ja, se je pa še v garanciji, Ja. kar pa zate ne bi mogla reči. Ma ti pa res izkoristiš, čisto vsako priložnost, da z mene narediš enega ostalo, pa čisto vsako. Če mi jih pa na pladnju nosiš. Oči, ura bo natanko 10 in 37 minut. Ampak tole sporočanje te bo stalo eno poletno majčko. Poslušajte malo, če bi jaz tebi zaračunal, vse tisto, kar sem do zdaj tebi dobrega naredil, ne? Ti tudi pokojni maršal Tito z vsemi jugokrediti ne bi pomagal, bod brez skrbi. Doči? Koga? No, to je bil en striček neko, ki je že umrl. Ja. Bolj počas pel, imamo še čist dost časa, se nam kamor ne mudi. Ampak ti me ne poslušala, ob 12:30 moramo biti v Sežani. Tam na sodišču ne bodo čakali na nas, nobene tolerance ne bo, sodnija je sodnija. Oči, ura bo A natanko... ti rada šla peš? Ura bo, kukar bo. Zdaj pa že zaprita svoj urarski kljunček, ker če ne tega bom jaz. No, daj, no. O, smo pa živčni. Glih to, kukar je potreben, Ljubica, pa čist nič več. Ja, imam pa tudi ne. No, daj, Kaj daj. pa če bi eno zapel? Ja, no, to pa ne bilo slabo. Tinka, Janez, Maša, umrla je družina naša. Na sodišče zdaj vidimo, da bogastvo pridobimo. Bog si ga ved, kje je zdaj to je. Ja, bo treba enega vprašati, ne? Pa zakaj mi nimamo GPS-a tako kot vse normalne družine? Zato, ker mi nismo normalni. Oba starša sta genialca, pa oba otroka so genialca. Ja. Zdaj mi pa ti razloži, kje ti kle vidiš kaj normalnega.
Janez bo treba vprašati, ker če ne bomo res zamudili. Veš kaj, Maša, če ti ne bi tako za ročno vlekla, bi mi imeli še čisto dosti časa. Enga trmasta, no. Nič ne bom sprašval, ker to mora biti tle nekje. No, jaz prav voham sodišče, bela cesta, da ga voham. No. Ne, oči, to sem jaz golobčka spustil. Ja, pa prav potih. Polkaš. In to tacka, da bi še imeli gluhike od njega. Fuj, no. Najko, te trebušček boli. No, vsekakor moraš biti zelo gnil od znotri. A bi se nehala kar naprej z vsega norca delati? A tako, se ti zočita? Ti, mal preveč si dovolil za svoje leta, veš? A data prosim mir, ker se ne morem zbrati. Ja, pa se nimaš kaj izbirati. Vprašmo enega, no. Ja, seveda, ja. Jaz ne bom nobenega sprašval, ker ti vpraščeš. Janez, a si ti moški ali si ena mona? Jo, ti, ker sem s tabo, se mi včasih zdi, da sem oboje. No, a veš kaj, pol pa pejt ven, pa enega vpraš. Grem ven, samo zato, ker grem ven. In bom šel ven zdaj. No, pa pejt, no. Sem šel. Je bela. Veste kaj, No, kje je to? Tako, kot sem rekel, sem vedel. Tam ne za vogalu, zraven kosa belega doma. Pa to bi vsak bek, pa vsak oso bi najdel to naredil. Sej boš ti tudi, no. Maša, a ti ne bi mogla saj enkrat, da me ne bi direkt... Loh, no sam ne zdaj. Ura je 20 čez 12, mi pa še ne vemo, kje bomo parkirali. Veš, jaz bom enkrat, kad se bom... Pelu boš, pelu, nič drugega je prav? Johi, pol pa še kaj drugega. Alo, pejmo. Oči, kaj je to, Mona? Neki za na kruh namazati, zdaj bo pa tih. Zakaj že? Zato. Ja, pa kam zdaj peleš? No, pa kje boš šel? No. To je to. Takoj za vogalom vsak oso bi najdel, ne? Tudi jaz sem kaj, ko je... Ja, ko bi se zgubil, če ne bi vprašal, a ne? Pa dejno, sej to zdaj ni važen. Nekje moraš parkirati, no? Ja, to pa kriza, to pa bo kriza. Kakšna kriza, no, malo se potrud pa bo. Drek bo, razumeš, drek bo. Tudi to, sem ne še zdaj, no. Veš kaj, pejte vi naprej, pa recite, da mi jaz takoj pošel sem, da parkiram. Kako to misliš? A imaš vabil, kam zdaj vabil? Imam. Vzem vabil, pograb tam malo, dva pejte gor, pa rečete, da jaz tako zavali prijem. Kaj ti ni jasen, kaj ti ni jasen? A boš ti parkirala? A boš ti parkirala? No, pa prosim, vzem tam malo, dva pa pejte. Marija, tako težko enkrat ni ključ. Počakaj, pas. Pas zdaj, čez cesto, čakaj. Pas zdaj, no. Zdaj, čak. Laufite, kar laufi zdaj, laufi. Gor, pej, gor. Zdaj gremo, no, parkiri, no. A smo že? Ne, še nobenega ni bilo. Ob znaku bo ura natanko 12 in 31. Sve je tako, basta! Ma kdo bo mene govoril, kaj jaz pravim, kaj njema? Ma kdo jaz tebe sprašavam, moma? Hej, 80 centimov si zidal po mojem. 80 ti obolo! Ma ne stoj mi razbivač, katalj! Ne stoj mi lahat! Ti boš govoril, ti si slijep, ko en krt, mona! Ti nisem ker slep, ti si enka matas šempion. Da je vse v glavu se narobe postavilo in zdaj ne zastopiš nikoli. Ničemu obene v ruke. Tole moraš verjeti. Primer 311/2012, dediščina Erjavec. Janez? Ja, to sem jaz. Imate vabilo? Vabilo, no. A veste, ja.
Mislim, izvolite. Kar za menoj, prosim. Ja, Oprostite, ne bo šlo. Stranka v postopku je samo gospod Janez Erjavec. Ostali lahko počakate na hodniku. Se ne bo dolgo. Ja, ampak jaz sem njegova zakonita žena. To sta pa njegova otroka, pa moja, pa zakonita. Imam pa ja pravico, da... Žal je nimate, gospa. Zakon je tu nedvoumen in jasen in velja za vse. Tudi za zakonite žene in otroke. Žal. Gospod Janez, kar izvolite za manj. Mašika, pa sej bo hiter, boš videla, no. A ja, lej, pej si nekaj kupiti, no. Tu imaš ti zelo rada, ne. Ja, koga, dobro, no, je... No, videl ima pa kletici za sladoled, no. Ti pa zakršeš, no. Se bo hvalno, se sama rekla. Zakon je pač zakon, to si tudi rekla, no. Dej, ker pa avto ne počuti. Kje smo parkiral? Koga? Ja, avto, koga? A ja, avto tam zraven sodišča, se ga ne moreš zgrešiti, pa boš našla. No, pejte, zdaj pejte, no. Sej gremo. No, pejte. Si ga poklicala? Ja, seveda. Ja, kje pa je? Nekaj se z družino pogovarjajo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Sedite, sedite. Pri nas ne grizamo. Ne, sej jaz nisem mislil, hvala, tukaj. Lahko začnemo? Seveda. Ja, lahko, ja, seveda. Jaz lahko začnem. Mislim, če vi lahko začnete. Hvala. Pa poglejmo, če je vse v redu. Smrtovnica je tukaj, no, torej, da lahko zaključimo primer, je potrebna tudi smrtovnica, s katero ugotovimo dejansko stanje premoženja. Vi ste to lepo postorili, tako da je to tudi v redu. Ja? Gospod sodnik, če dovolite, lahko nekaj. Mi nismo nič vložili, mislim, jaz nisem nič vložil, ne? Aha. Ampak sem pa kljub temu močno zainteresiran za to premoženje, če dovolite. Ja, prav, prav. Hvala. No, nekdo jo je vložil, ne? Če to niste bili vi, je bil pač nekdo drug. Čeprav je iz spisa jasno razvidno, da ste vi, Janez Erjavec, edini dedič po pokojnem Radivoju Erjavcu, kot sem že navedel. Radivoj Erjavec je imel sicer sina, ampak ta se je smrtno ponesrečil 23.7.1991 in je bil takrat star natanko 21 let. Tragično nekaj, ampak to so pravna dejstva. Ja, dejstva so pa dejstva, ne? Mislim, še posebej, če so pravna, ne? Mislim. No ja, a se vam ne zdi majčkan preširoka kle čez pas? Ma ne, sploh ne bi rekla. Veste, to je zdaj tako v modi, da je malo bolj ohlapno, da se kakšna kilca skrije, se veste, ne? A vi mislite, da moram jaz kaj skrivati? Ne, gospa, sploh ne, nič mi ne treba skrivati. Samo tako, veste, je v modi tako, da je malo bolj ohlapno, ne? Ja, se razumem. A mi daste še uno tabelo? Belo, s Faudi? Ne, uno platneno. Platneno, ben prijem takoj. Vaš osebni dokument bi prosil. Ja, seveda, izvolite. Ja, res ste vi. Vi, Erjavec, etc. Ja, jaz sem jaz, ja. Še zmeri. Kaj bo dobrega, dečko? Ajde, zbiraj. Ja, torej, za začetek bi dvakrat jagodo, prosim. Dvakrat jagodo. Jedna je... Pa dvakrat limono, prosim. Dvakrat limon. Tako. Jedna i druga. Eko. Evo, hoćeš još malo čokoljat ili smetana? Jo, veste kaj, tega pa jaz ne smem. Koliko je to? Za tebe 5 evra ostalo časti kuća. Hvala lepa. Evo, izvolite. A hvala tebi. Po pregledu vseh potrebnih listin se ugotovi, da je prisotni Janez Erjavec prepoznan kot edini zakoniti dedič po pokojnem Radivoju Erjavcu. Ugotovi se tudi, da je imenovani dedič Janez Erjavec dedič celotnega pokojnikovega premoženja. Tako. Imate kakšno pripombo? A jaz? Ja. Ne. Ti lahko pomagam, iščeš kaj specifičnega?
Ne, v redu. V bistvu ja, Jana Plestenjaka, sam to ni neka specifika, ne? Evo, tukaj je. Jan Plestenjak, sveže zapakiran, še neodpakiran in nedolžen. A ga boš vzela? Ne, hvala. Dobro. Torej, kot sem rekel, še zapakiran in nedolžen kot ti. A ja? Kaj pa ti veš moje nedolžnosti? Jaz nič, mislim, jaz nisem mislil tebe, ampak imel sem v mislih Jana. A ja, pa je Jan nedolžen? Ja, mislim, ne. Njegov CD je še nedolžen, ker še ni odpakiran, to sem mislil, ja. Ti pa si? Jaz sem pa, mislim, jaz nimam njegovega CD-ja, ampak imam Jana, mislim, njegov CD, jaz sem... Ti si pa Franček, ali kaj? Ne, jaz sem Štef, ne. Ja, Štef sem. Ti ne. Sam, ti pa nisi Primorc, ne? Ne, nisem. V Lipici sem na praksi, konjski. Na konjski? To mora biti pa naporen, če te imajo za konja. Se me nimajo prej za hlapca, no. Ampak jahat mi pa dovolijo, to mi pa največ pomeni. A jahaš? Ja, odkar pomnim. Čeprav največ mi pomenijo konji, pa lepe punce tudi. A pa gre to skupaj, konji pa punce? Ja, fenomenalno. Ja, kako pa to? Ja, ker konji razumejo punce, punce pa razumejo konje. Jaz jih tudi razumem, zelo močno jih razumem, pa imam jih rad. A konje ali punce? Ja, oboje, no. Mislim, samo zaenkrat konje bolj razumem. Halo, Štefko, gremo, ma kje si ti? Te iščem v betegi, gremo, je kasno. Ja, sorry, moram iti. Mi je všeč, da sva se spoznala. Če boš zdaj v Lipici, te lahko naučim jahat. Ja. A ja, adijo. Joj, sorry. Mašika, moja srčica, peklica, ljubica, vse, kar si, pa tudi tisti, kar nisi, bogatstvo. Ja, bogatstvo, ne boš verjela, bogatstvo. Prid k avtu, pa ti vse povedal. Kako nista s tabo, kam ste? Ja, jih pa poišče, pa pridite k avtu. Takoj. Ja, boš vse zvedla, vse za prid k avtu, ne pa te vrazil. Ma ne zabavat, no pa kdo, pa to je neverjetno. Ja, vse je normalno. To se lahko samo meni zgodi, je bela cesta, ne. Porko flek Madonca je bela cesta, ne. Fučkani se guma, fučkani se vse. Fučkani se pumpa, pa še pumpanje, fučkani se gumba, fučkani se bogatstvo, Mašika moja, bogatstvo! Preberem. Kaj smo dobili? Čakaj, preberem, no. Dobili smo hišo, pa še najmanj 30,000 kvadratnih metrov najrodovite že primorske zemlje. Kako si mislil, da bo tudi te brata enkrat? Ja, tudi slepa kura enkrat za mno najde. Ja, pa ga res, Janez, pa ga res, ti si živa priča. Jaz sem... Sam, da si ti bolj petele. Jaz sem plemenski, kardinalski, pa se vele posestniški petelin. Tega nehi noserat. Kje pa je to? Kje pa je, ne vem, pojmen, veš, v Lipici bojo vedeli. Ali pa no, sem še tole zamenjam, pa gremo. Kdo ti je pa to naredil? Tista budala, kaj je to napisal. Ampak ni problema. Moment, počakajte, pa boš. Janez, čak, no. Kaj je, no? Ja, a ne vidiš, kaj piše? Ja, pa kaj poje, to za nas ne velja, mi nismo nobeni turisti. Mi smo potomci Radivoja Erjavca, človeka, ki je leta in leta pomagal s svojimi rokami, pa svojo glavo, pa svojim znanjem pokonj zdržati tole Lipico. In mi imamo lahko vsak dan prosto stop. Ali gremo? Dej si ti že enkrat dopovej, da so pravila in to za vse. Pa kaj ti ni jasen, no? A ja, bežno.
Oddaj pa to, pa kje pa to v tej državi, lepo te prosim, Mašika, kje pa ti živiš? Tukaj pa danes in upoštevam pravila. In ti jih boš tu, če hočeš imeti kakšne gate oprane, pa kakšno srajco zlikano. Dobro, ne se razburijo, tu je bela cesta, no, se nisem ne stavga hotel, jaz sem hotel samo, da ga mečke noter, pa poiščemo koga, pa vprašamo, če mogoče ve, kje je to posestvo od našega strica, ki pa je zdaj v bistvu naše, ne, nič hudega nisem hotel. No, ti pa takoj kravaj, ker te hotel kdo oropati, no, Marija, Pa pomagaj. sej nisem tako dobeseden mislila, no. A misliš, da lahko šli not pa koga vprašali? Ja, seveda, Mašika. Našega strica morajo poznati, če do včeraj kle delo, ne? No, do včeraj glih ne, če smo natančni. Ta prava govori o natančnosti, ja. Da se ne boš ti kaj naredil, genial. Nimam tega namena, genialka. Pa dejta mir, no. Kaj zdaj, no kaj? Pa sej res sem, kjer ni nobenega. No, menda ja. Pa pejmo noter, no. Ja, zdaj pa pejmo noter. Kaj gledate, bešte? In smo res šli, ne da bi se zmenili za kogarkoli. Sledili smo navidezni glavi naše družine, našemu Johiju namreč, ki se je počutil kot pav na svojem lastnem dvorišču, tako se je nosil. Mame ni skoraj nič zaostajala in si je lipicance ogledovala kot kakšna večletna poznavalka teh plemenitih živali. No, midva z Nejcem sva se pa bolj ali manj dolgo časla. Lipicanci kot lipicanci. Oba sva jih že videla, ko smo šli šolo obiskat Lipico in od takrat se niso pač čist nič spremenili. Vsaj ne toliko, da bi midva z Nejcem lahko to opazila. Čeprav neki noga pa je le bilo. Ja, to pa je nekaj novega. No, tukaj pa mora biti kdo, ki bo kaj znal povedati. Nam pojmo noter, ali? Da, Janez, ostav malo konje, no. Zakaj? Jaz se moram malo usesti. Ja, sploh zmatrana. Ja, čist, no. Ja, dobro, kaj je. Ja, Jaz sem jaz tudi. A misliš, da je kaj zaplačati? Ja, bomo pa plačali, ne? Ali pa tudi ne. Saj mi smo Radjevojevi sorodniki. In sorodniki zaposlenih imajo pa vsaj enkrat na leto, vsaj eno stvar zastojno. Ja, kar misel si. Socializma je že zdavni konc, Johi moj. Ja, to je res. Ja, zdaj ni več vse naše, pa tudi privilegije imajo sam eni. Ja, tudi to je res, ja. Parka svet. Ga? Saj zdaj pa lih tako, kot je bilo v socializmu. Ja, korita so ista, svine so se pa malo zamenjale, ampak ne vse, ker ene so večne. Oče, kaj pa ti kle vidiš kakšno svino? Pa dej, Nejko, no to se sam tako reče. Dej pazi malo, kaj govoriš pred otrokom. Ja. Poslušajte vi mene, jaz nisem noben otrok. Kaj pa si pol ti, genialček mali? Hitro razvijajoče se človeško bitje s takim inteligenčnim količnikom, ki ga ti, genialka, lahko sanjaš. Opa! Dej, vse je v redu, oba sta lepa, pa pametna, pa vse po mamici. Ja, vse, ja. Jaz sem pa tumbolo, ne? Ja, samo včasih, samo včasih. Ja. Alo, pejmo tumbalo moj. Mami, zdaj, ko smo že taki veleposestniki, ne bi pa lahko imeli enega lipicanca doma? Ja, pa ja, Pa daj no, oče, prosim. Ma daj, Piklica, lepo te prosim. Na midva z mamico imava že z vama toliko enega dela, da se povedate da. Za enega kojna, še posebej, če je pa lipicanc, je pa potreben več kot en človek. Res, no, vprašaj. Ja, ampak saj bi jaz skrbela zanga. Ta prava se je oglasila, ja. Ti še zase komu skrbiš, ko moraš pa kdaj name popaziti, pa že kriza. Sploh pa ne bi rekel, da ti sploh kaj veš o lipicancih. Več že kot ti. No, da slišimo. Lipicanci so konji, ki so značilni posebej za Lipico, ker so pa njej dobili tudi ime. In? Nič, kaj in, to je to. Kaj bi ti še rad, no? Moment. Kaj boš pa zdaj? Boži videl. Daj me.
Lipica je eno najpomembnejših konjerejskih središč na svetu. Kobilarno je ustanovil avstrijski nadvojvoda Karel in sicer leta 1580. Lipicanci so pripadniki svetovno znane pasme konj, vzrejene prav na slovenskih kraških tleh. Osnovo za to pasmo so dali španski pa napolitanski konji, pa tudi naši domači kraški konji, kasneje pa še arabski konji. Pa ti vidiš, koliko je to simpel. Sam brat mora znati. Kleni nobenega, no. Janez, kaj bomo pa zdaj? Ja. Oči, najboljš, da gremo v to veliko jahalno dvorano. Tam se bo zihar kaj najde. Pa še hlevi so zraven. Kakor sem rekla, ne? Lep pa pameten, vse po malici. Točen tako. No, se vidite, da znata, ne? Alo, gremo. Janez, kam spet rinaš, no? Kako kam? Notor, ne kam pa. A si ti total slep? Zakaj? Zato. Vstop samo za uslužbence kobilarne. Vodenim skupinam dovoljen vstop samo v preddverje, nemoj. In kaj? Ja, kaj? Ja, se mi smo tudi skupina, ne? In to vodena skupina. Jaz sem vodja, vi ste pa vodeni, pa še skupina zraven. In moj stric Radivoj je tukaj pustil svoje življenje, še do nedavnega je bil tukaj v službi. Zato gremo lahko noter. Alo, pejmo, ti ta prvo bejš not. Ti ta druga bejš not. Madam, izvolite. Oči, kaj pa znajo, ne? O, znajo, sine. Če bi država vedela, kaj vse mi imamo v tej Lipici, se nikoli ne bi tako trapasto obnašala do njih. Ja, pa se trapasto obnaša? Mislim država. Pa še kako. Mal je manjkalo, pa bi nam Avstrijci vse skupaj povzeli, mati. Vi ne znate da čitate, a? Kaj? Zabranjeno je biti tu notar. Razumeš, zabranjeno i organiziranim skupinama. Pa kaj no, oprostite, mi smo... Nič oprostite, nič kaj. Poberite se ven in to takoj. No, pobrat se glih ne moramo, ker nismo nikamor padala, ne? Slušaj, pupa, ne se ti zeza z menoj, veš? Gremo ven i to takoj.
Pa kaj, hočete od mene napismeno? Ne vem, mi smo klesom... Kaj je narobe, kaj se dogaja? Ovi tujci so se ušunjali, jaz jih nisem videl, sploh ne vem, kdaj so prišli noter. Ajmo! Oprostite, prosim, mi nismo nobeni tujci. Moj stric Radivoj Erjavec je tukaj krvavo pustil celo svoje življenje in prosim, da se to vzame na znanje. In mi ne delamo nič drugega, ki že 2 uri... Takrat se je pa zgodil čudež. Proti nam je prihajal on, princ na belem konju. Za umret vam rečem. Pravzaprav smo želeli samo vprašati, če bi kdo vedel, kako bi mi prišli do Radivojeve hiše. To smo hoteli vprašati. Ker mi smo dediči, on je pa pokojni. Lepo pozdravljeni v kobilarni, moje ime je Gaj. Radivoj je bil moj prvi jahalni učitelj in njegova smrt nas je vse skupaj tukaj zelo prizadela. Kaj odmah niste rekli, da ste od Radivoja? On je bil legenda v Lipici, legenda! A ne piše vam na čelu, da ste Radivojeva žlahta? Ante, dobro, v redu, bom jaz v redu, prav? Dobro, Gaj, kako ti rečeš, bom jaz zdaj odšel. Imam za delati. Bo Gajo vse uredil. Gajo bo vse uredil. Oprosti. Brez zamere, tudi vi, ne, da nismo... Potem pa vi sigurno veste, kako se pride do Radivojeve hiše, ne? Ja, seveda. Ni problema, tukaj greste ven, direktno ven, tukaj, ki se gre... Vsekakor sem se odločila, da ga moram čim prej spet srečati, pa naj stane kar hoče. Si bom že kaj izmislila, da sem nekaj pozabila na tribuni, naprimer, pa bomo morali nazaj v Lipico. Ja, tako bom naredila. Pa ni Bog ved kaj. Adena. Oče, je tle sploh elektrika. Veš kaj najboljše, da gremo kar pogledati. Dejte, tole drža. Pa se kar lepo je, Bela. Ja, če je vse to zazidljivo, pol smo na konju, sicer pa... Mašika, veš kaj, še enkam v konju sem nikoli ne gledal v zobe, no? Meni je pa všeč tole, ej. Kaj že? Tole, vse skupaj, sem pogledajte, koliko je tega. A, vidite, pečat je pa gor, ne? To mi je tudi sodnik povedal. Rekel je tudi, da bom dobil pošto, ne? In pa, ko imamo enkrat pošto, imamo dovoljenje, lahko to dol damo, pa bomo še not pogledali. Ja, nič najboljš, da gremo, pojmo. Pečeček, sem meni je pa to res všeč, je bila. A spa, to je naše strani. Hvala ti, sreček moj. Halo, pojmo. Zdaj pa ključe imamo, čitavo imamo, zdaj pa, paste zdaj, 3, 4, zdaj! Zdaj bomo pa videli, če to ne dela. No, sej ni tako slabo, ampak počistiti bi bilo pa nujno in to zelo hudo fajn. Ja, pa najbolj že takoj začnemo, ne? Ne, meni se ne da. Meni pa še mejno. Pa kvane pa sploh delam tukaj. Poslušaj ti mene, frajerček moj, ti bom jaz povedal, kaj boš delal. Mamica pa Tinka boste lepo malo počistili, mi dva greva pa pogledati, če imajo klet. Če fajn v roke plunemo, Maša, pa mi lahko z tega naredimo raj na zemlji, je bela cesta. Ljubja, se mi sploh zavedate, božji moji, da imamo mi vikend, imamo, no. Ja, ampak zakaj si moramo zaradi tega v roke pluvati ogabno? Frajlica, dobro veš, da se tako sam reče. Le, če boš tako pikolovska pri pospravljanju, bova midve tole hišo spremenili v vilo Kraševko. Janez, spet po vodo. Tinka, ti pa metlo vzem, pa začni pometati. Nejko? Ja, jaz grem pa z očitom, ja, že grem. Greva. Genialc. Pa kaj je tle tako genialenga? Ti.
kombinaciji z metlo si dobitna kombinacija. Za koga že? Zame, ljubica. Ne boš verjela. Pejt. Pazi, Neko, a boš lahko? A boš? No, peni. No, viš, pas. Jezus Marija, je raj na zemlji. Oči, tole bolj raj pod zemljo, se ti ne zdi? Ja, sem prav bučka. Veš, kaj bova mi dva zdaj poskusila, dej. Božja kapljica, ki seže do srca. Ja, tebi že mogoče. Kaj ne pa jaz pijem? Ja, tole ne bo zate, ne. To imaš prav, to ne bo zate. Tole bo pa zate, ja? Ja, kaj pa je to? Domač bezgov sirup. Samo zdravje ti rečem, Neko moj. Pameten gospod. Pameten, Jezus. Ja, mogoče sem pa izpolnjen genijalen. Čist mogoče. Sem da ne boš tega mamici rekel. Zakaj pa ne? Ker se ji bo svet sesul prav faktorje. Se veš, kako ona prav, ne? Lepa, pameten, vse po mamici. Bog nadaj, da je bilo kaj po moji žlahti. Se razumeš, ne? Do najmanjše podrobnosti, oči. Tako se govori. Na zdravje, oči. Na zdravje, sinko moj. Moški moramo skup držati, a ne? Moramo. Dejva ga. Prav lepo smo vse skupaj pospravili, mami je pa potem skuhala naravnost perfektno večerjo. Utrujeni smo bili pa tudi tako zelo hudo, da smo dobesedno podcepali v postle. Vse je bilo naravnost idilično, dokler... Johi, a slišiš, eden žvižga? Ja. Človek božji, eden žvižga, no! Burja je to, je bela sista burja, no, kaj pa... Na trasu čisto maja, no. Pa kaj zdaj zred košino, mati mile? Zdaj pa še en postrehod. Johi, če to niso duhovi, jaz ne vem, kaj je. Dobar, grem pogledat, da boste videli, da ni več. Koga je? Kdo bo mene zafrkaval? Kdo? Najprej je, da ga zmeram sočni prah. Luninga hoči. Pa luninga, no pa kaj, prah je prah, ne me... Kdo bo mene zafrkaval? Kdo? Dva sta, Johi. Koga? Dva duhova. Jaz grem domov in to takoj. Daj, Maša, ne bezdaj, kaj posran golob, no. Kaj golobica še že? Pa ne, da sem posrana, ampak mečkam prestrašena. Pa kdo bo mene zajebaval, je bela cesta? To nas eno očitno fajn zajebava. Kakih duhovi lepote, prosim, denomerno. Kaki? Ta mrtvi, ne? Kje pa že videl kakšnega živega duha, ki bi kaj v kolbo zlov? Poslušaj, Maša, lepote pa sem nehi, no. Gremo mi lepo spat, pa bomo jutri zjutraj se lepo vse pogovorili, ali vemo? Ne, jaz se ne bom nič pogovarjala, jaz grem domov, takoj, otroka pa tudi. Maša. Jaz pa ne bi šla domov, no, mislim, to je zihar kakšna mularija, ki jo bo očitek jutri tek po petenu. A ne, da boš reči. Jaz seveda, Maša, pejmo lepo spat, se bomo skrb stisnili, pa bo, no. Čam jaz vrata zaprl, ne. Tako, evo. No, pejte se mi. Pejte me, Maška. Ključko mu ugasnil. In smo šli. Spat namreč. In smo se po naši stari družinski navadi stisnili en k drugemu, da je bilo še za vsaj eno osebo prostora v postli. No, ali pa za enega duhca. A mi ne bi kdo pomagal?
za hvalo, ko vas pedenam od spred pa od odzad, non-stop. Trapa jaz. Lej ga. Poglej ga, kako je lep. Juhi. Kaj je? Tinka, pusti ga primerno. Deter se, no, kaj ti Pusti ga primerno, saj sploh ne veš, ali je domačen. A ti lahko nehaš dret, no, kaj ti bo pa naredil? Janez, a už kaj naredil, a vsem stavk in štor? Koga ne pa naredim? Ja, prveš jo. Mislim, prveš ga konja. Zakaj bi ga že prvezal? Zato, ko je očitno naš oči, a ne jaz, se konji so jaz tepske živali, ki lahko preživijo tudi sami. Na pašnikih, na primer, ne? Ti mogoče pa stričev. Joj, Nejko, genialček moj. Viš kaj, jaz sem nobenega prvezval, ker mi ben je nič naredil, ne konj, ne Tinka. Sploh pa pogled, kako se razumeta, no. Ker ti pa mami, a ne? Ja, skoraj tako, sinko moj. Sem da prnes pa mami od spred hod. Jaz pa za noč caplam, ne? Ja, sem ne kot konj. Koga pa? Kot osu. Marija, tvoja prijaznost presega pa samo še tvoja prijaznost. Živijo. Živijo. Kaj pa ti tukaj? Mislim, vi tukaj. No, je že v redu, ker ti mi reč. Jaz pa tukaj ograjo dokončujem. Tako smo bila z Radivojem zmenjena. A ja? Ja. A veš, tale naš Radivoj? Mislim, vaš stric Radivoj. Malo je duša od človeka. Mi smo bila zmenjena, da bova klele postavila zavetišče za konje. In smo bila tudi zmenjena, da bo to vse skup meni zapustil, ampak ga je prej kap, pa ni imel časa v poroke napisati. Zavetišče za konje? Ja, še ni slišala, a ne? Ne. A veš, mi pravi ljubitelji konj mislimo, da tudi konji rabijo svoje zavetišče. Tako kot ljudje, zaradi tega, ker konj je v bistvu skoraj tako kot človek. Ker ga enkrat spoznaš, pa ker on spozna tebe, je to ljubezen za cel življenje, veš. No, sej, tale, no, mislim, tale je... Ma sploh ne vem, kako bi rekla. A veš, da je to? To je viharnik. To je Radivojev konj. Viharnik pa Radivojev. To je bila legendarna naveza, a ne? Sam zdaj je moj. Mislim, naš. Ja, vse tako kaže. Mislim, jaz upam, da se bo s tvojimi starši dal kaj zmeniti, no. Kaj zmeniti? Glej, tako kot sem rekel, klele, mislim, da bi moglo biti zavetišče za konje. Viharnik je že zdaj gost, kle, že ves čas. Pa tudi Radivoj bi tako želel, a ne? A viharnik je že tako star? Ja, ampak je še vedno prvak med junaki konjskimi, a ne? Pa bi ga pa jaz lahko jahala. A znaš jahati? Ne. A bi se rada učila? Ja. A češ, da te jaz učim? Ja. Lahko? Lej, ne bo nič strašnega. Daj pa boš, mislim, me učil. Ja, lahko hiter. Jaz še skočim v kobilarno ene stvari zrihtati. Jaz tudi grem zdaj stuširati viharnika. Ne, sebe. Sebe grem stuširati, ja. V redu, lej, jaz grem v kobilarno po uzdo, pa po sedlo. Ja. Ti pa viharnika pripelje, prav? Okay. Če ne od mene. Kogarkoli. Ja. Čau. 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 Daj, Nejko, daj mi saj ti pomagi, no, če mi že to tvoj oče ne. Mami, bi zelo rad, pa žal ne morem. In zakaj ne? Ker bi s tem kršil pravila moške solidarnosti. To je pa neodpustljiva kršitev v naši družini. No ne, oči. Točno, sinko, posebej v moškem kolenu. Daj, petko! Ti bom jaz dala petko, boš ti videl. Mislim, in to ne bi bila neka... Dobar dan. Dobro, ste pridni. Kaj niste že včeraj vse razpakirali? Jaz ne razparkiravam, ampak parkiravam. Mislim, spravljam stvari v avto, ker mi gremo. Se ste komaj prišli? Tako mi prišli, ampak mi gremo, ker v tej hiši straši. In to zelo hudo straši. In jaz ne mislim biti več kleme žive, ne bo videla, pa tudi mrtve ne. Ne stojte se razburjati, gospode, stojte se razburjati. Glede, sem vam pripeljal Vasla. Prej je bil Radivojev, malo zdaj je vrš, naste. Pa ne, da je tudi kot ta konj, ki ga je naš
naša hči odpeljala. Eko, bravo, Šor, bravo, je le tako, da je viharnik. Se kliče? Kaj je bil, ja, Jovan je bil tudi Radivojev. Radivojev. Ja, ma zdaj je vrst, ne, se ga videl. Fino, res fino. Kaj je fino? Ja, ne samo, da straši, zdaj bomo imeli pa še mini živalski vrt. Super, fino. Janez, spokimo pa pejmo. Kar je preveč, je pa preveč. Moment, čakajte, Šoro moje, čakajte. Vi lahko greste kamor čez, da ma prej morate izpolniti zadnje volje ranskega Radivoja. A ja? Ja. In to je? Da novi lastnik od tega vasla mora prositi pa vsem, kar mu je najbolj sveto. Da bo tudi po njegovi smrti, po Radivojevi, ne? Ja, se udeležil dirke v njegov spomin. Kakšne dirke? Oslovske dirke, ne? Pa tu je, dragi moji, tudi napisano. Te je vse črno na belem, dragi moji. In ti se, ki ne upoštevate robe, te je veliko... Sem pozabil, kaj da je. Mami, Leno, kaj pa če te mi da z očitom lepo prosa, da ostanemo sam še toliko, da speljemo te dirke z osli. Nekaj piše, ne? Pa ti sploh ne veš, koliko bi jaz rad tekmoval. Pa cejno, nejko, no, osla boš jahov, no, lepo te prosim, Mami, pa to bo super. Veš, sem jaz že na oči, tu vadil, ka me je na hrtu po vseh štirih nosil. To z oslom, ne, to bo pa nekaj podobnega. A ne oči? Ja, bi se dal potegniti kakšno primerjavo, ne? Seveda bi se dal, ne, se sta si čist podobna. Kako, jaz pa rekel, seveda se moj sin. Ne, ti pa osu. Mami, kaj, no prosim. Te pa res ne moram nič odreči. A mi pomagaš, da ga to? Mami, z veseljem. Hvala. Sosed, pejte se tukaj vsest, no, pejte. Ste te me reči, sosed, reči mi, kar Marijo mi rečete. Dobro, jaz sem pa Janez. Me veseli. Manjke mene, bi rekli vi, ne? Izvolite, vsedite se, vsedite. Se bomo usedla. Kako boste oba? Hodi. Sedite se, no, sedite. Hvala. Kaj boste en kozarc vina? Putu pa zmeraj. Ga imate radi? Oj, Jezus. Hej, kaj pa kam ti? Se gremo umit, ker grem jahat. Jaz kom? Hej, čvo, otroci. Grem jaz po vinu, prav? Ja, hote. Jaz bom počakal leti, ne? Mene oslovske dirke niso v tistih usodnih trenutkih prav nič zanimale. Še mal ne. Pred očmi se mi je slikala le podoba mojega novega princa na belem konju, kar je ga vsekakor bil. Tudi to me ni pretiran motil, da niti slučajno nisem imela primerne jahalne opreme. Pa kaj? Glaven je, da sem imela njega. Sanjala sem z odprtimi očmi, dokler me ni v realnost povrnilo ubrano prepevanje. Nelčere boško, jen mal vazija, jen alegria je zmeraj doma. Sodik sodote, jen melodija, brez kompanije živjet se ne da. V sodik sodote, jen melodija, brez kompanije živjet se ne da. Oj, tudi ti, Ja, no sem ti že povedala prej. Čakaj, Tinka, nekaj imam zate. Tole sem ti prinesel. Mislim, če se prav spomnim, ti je všeč Jan Plestenjak. Ja, pa ti si... Čist preprost fant, ki ima rad čist preproste stvari. Ja, sej, jaz tudi. Ja, ta 5 komad sem se naučil, če boš hotla, ti ga lahko daj zaigram. Bom ja, mislim, hotla. Ja. Zdaj se mi pa res mudi, no? Se vidva. Kaj si ti? Kaj sko pokakanje? A te smešala ta Lena? Sam ne popušča, sinko moj, ne popušča. Caga v fan, če nekoj ni par punci spal. Čubarička, Janez, ti čist zmešan, ali kaj, no. Pa kaj spal pri teh letih, mladina, no, lepo te prosim, no. Ti pa tudi dineš kakšno tako, da se te Bog usmil, no. Jaz sem včasih presrečen, kadar se me ti usmilaš. Trapec, te neki, no. Boš fanta čist zmešal. Ne, jaz ga ne zmešal, kaj že naša Tamara. Poba ne popuščat, gremo še enkrat, pojmo. Dej, igrej. Nelčere boško, jen mal vazija, jen alegria je zmeraj doma. Svodica sorte, jen melodija, bez kompanije živjet se ne da. Svodica sorte, jen melodija, brez kompanije živjet se ne da. Malo, še. Primaš? Bravo. Ajde. Kar čisto mehko. Ok.
učenje jahanja so bile v bistvu sanje. Gaj in viharnik, pa viharnik in Gaj. Vmes pa jaz, ki sem se zaljubljala v Gaja, da sem slišala, kako trava raste. Gaj je bil zelo potrpežljiv z mano in mi je povedal marsikaj pomembenega. O konjih, pa o življenju, pa spet o konjih, pa sploh nisem bila več na zemlji. Jaz sem kar lebdela. Evo, vidiš, a je bilo kaj groznega. Zdaj pa noge iz tremen, tako, in uno nogo k meni. Epala. A vidiš? Ja. A vidiš, da ni težko? Aha. Viharnik je krasen konj. Aha. Nima nobene slabe lastnosti, tako kot jaz. Aha. Jelejo. Kakšna pa si, no? Ne moreš taka domov, no? A ti lahko nekaj povem? Ja, seveda, se ne grizem, no. A veš tisto noč? Kjero? Tisto, ki je strašil. Kako pa ti veš, da je strašil? Ker sem bil zraven. Kje si bil zraven? Jaz te nisem videla. Ja, pa sem bil zraven, pa gospod Gaj tudi. Kakšen Gaj? Pa kaj se ti izmišljuješ? Nič si ne izmišljujem. Veš, gospod Gaj ni tak, ki zgleda, veš? A ja, smo ljubosumni. Ja, malo pa sem že res, priznam, da sem ljubosumen, ampak on res ni tak. V bistvu je jezen na vas kot ris. Zakaj že? On je rekel, da je vse posestvo pa hiška, da je vse njegove. Pa ste pa vi prišli, pa je ostal na kahli, mislim, brez vsega. In zato sta nas vidva strašila? Ja, zato, midva. Gaj je pač mislil, da vas bo s tistimi beneškimi maskami vse prestrašil za vse večne čase, ampak se je očitno zmotil. Mislim, če je to res, če je pa to res, ne? To je res, to je tako res, kot je res, da vam jaz tebe rad. No, evo, pa sem povedal, že od prvega dne, ko sem te zagledal, res sem čist zmešan. Tako. Če je pa to res, pa... lažnivc! Tinka, vse je res, kar sem povedal, prisežem. Ojla, princeska! A pet. No, glih prav si prišel. Kam sem prav prišel? Sem. Seveda, jaz zmeri prav pridem, to imam v krvi, a ne? Bi rekla, ja, pa naj bo po dnevu ali pa po noč. A res? To sem tako, kot si rekla, ja, imaš prav, ali po dnevu ali po noč. Ja, vem, da imam, ja, skoraj zmeri. Kako pa kaj benetke, pa dolge črne palerine, pa nočni pohodi v maskah? Ja, ne vem, ker nisem bil še nikoli po noči v Benetkah, a ne? Ja, kaj pa kje drugi? Naprimer, kje? Naprimer, okoli naše hiše? Kdo, a jaz? Ne, svet Peter Benečanski zamaskiran. Ti pa kva tebe pravzaprav muč, ha? Mene nič, tebe pa marsikaj očitno. A res, naprimer kaj? Naprimer, da ti stric Radivoj ni zapustil vsega posestva s hišo, pa s konjem, pa da ne naštevam kaj še vse. Lej, posluš, meni je Radivoj obljubil, kar mi je obljubil, in to je med mano in med Radivojem. In če bi bil Radivoj še živ, bi imel možnost tudi vse skupaj zapisati. In pol vi vsi skupaj ne bi niti približno videli vsega tega. In zato moraš ti okoli poštene ljudi po noč strašiti, ali kaj? Posluš, jaz nisem nikogar strašil, še najmanj pa po noč, prav? Jaz ne ti pa verjamem, ali kaj? Punca, to je pa tvoj problem, a prav? Ja, in ga bom tudi sama rešila. Hej, Gaj, kje imaš osla? Kaj sem ga osla, Mario? Tvojega osla, ki imaš? Kjer čem, Mario, kjer čem? Kjer čem, Mario, kjer čem? Šturlo, presmojeni. No, a ni to malo prenevaren zate, no? Ja, pa kaj še. Če se moči ta lok jahu, lepo bom pojat od tega oslička, no. Ma ni zime. To ni tako nastavljeno, veš, Nejc. Dobro, boš ti to zmogel, ne? Ja, seveda, da bom zmogel. Toliko, da bom zmagal, pa že. Ja,
Evo, no, pa ne pa Štef jaha tega osla, ne? Viš, No, viš, bomo pa vsaj zmagali. no tako, ja, seveda. Ker če bi Ranci Radivoj zvedel, da ni zmagal njegov ja, se to ne spostrela vse. On bi prišel nazaj vidiš, sem in nas bi rekel. vse na Šeško pohvali riti. To pa ne smel, ne, pej, No, Štef. vela, no. Če Štef zmaga, pol ostanemo tukaj do nadaljnega. Če ne, gremo pa takoj domov. A brez skrbi, nikamor vam ne bo treba. No, pa da vidimo. Okej, no, okej. Prav, vela. Kaj je rekla? Ajde, beži tako, beži, peva. Spoštovano občinstvo, lepo pozdravljeni v tem čudovitem rujevinskem ambientu. Na prvi tradicionalni dirki oslov za veliko nagrado Rujevine. Za Rujevino je to skoraj da državni praznik. No, skoraj da. Godba, prosim. Sodniki, prosim. Je vse nared? Osli pripravljeni. Tekmovalci pripravljeni. Pozor! 3, 2, 1, gremo! A tvoj sladoled je tako dober, kot moj. Je bolj že kot te osli. Imamo zmagovalca, to je naš Radivoj Skivček. Aplauz, prosim, aplauz! Aplauz! Čenec je premagal mojstra, bi jaz rekla. Ja, tudi slepa kura zrno najde, bi jaz rekel. Ja, ga, ja, pa še kako ga, če ne prej, kam maske padejo, ne? Ja, res, a to je pa spet ena tistih tvojih ta pametnih, ki jaz ne vem čisto točno, kam bi jih dal, ne? Tja, kamor spadajo, med resnice. Aha. Bo še najboljš. Glede na to, da so stave hudo zelo resna zadeva, je naša mami morala spoštovati dejstvo, da Štefova zmaga pač pomeni naš nekoliko daljši postanek v na novo pridobljeni družinski nepremičnini. Kar pa je za čuda ni niti ne vem kako pretirano motilo. Nas vse ostale pa niti najmanj. Tudi viharnika ne. On se je le vedno znova vračal na isti kraj na jasi, kot da bi vedel, da je tam nekaj, kar je bilo včasih del njega samega. Pokonci zaspanci! Dan se zjutraj lovi, ne pa s popoldnevom. Alo, gremo, zajtrk je na mizi. Pa kdo je tebe? Kje pa je zdaj? Maša? A tam si. Žena moja, Kaj? glede na neovrgljivo dejstvo, da smo mi ponosni na stiki prvega velikega prehodnega pokala za veliko nagrado Rujevine. Kaj sem rekel? Sem se jaz odločil, da se bomo zdaj mi Da bomo majčkeno- najprej pospravili tole kamro, da vidimo sploh, kaj je not. Pa, a ne bi šlo enkrat brez tvojih čistilnih popadkov na... Ti bom jaz dala popadke šmrkla. Šmrkla sta. Vse bomo lepo ven znosili, da vidimo, če še kaj uporabnega. Ostalo bosta pa vidva odpeljala na smetišče, a ne, Johi? Seveda, Mašika moja, tvoja želja, moj ukaz.
Oči je to velja tudi zame. Jasno, sinko moj, se veš, moška solidarnost, ne? Sam ne popuščati, sin moj, ne popuščati. Ja, se ne bom. Ampak tole pospravlja, da bi pa lahko z lahkoto spustil. Noben ne bo nič spuščal. Ko pojemo, gremo takoj v akcijo. Jasno? Zdaj pa jejte. A lahko? Ja, dober tek. Jem najprej pivo. Kar je dobro. Ne slabo. Tako je. Pa daj, ja. Je pa ti bo. Šmrkla prepotentna. Oči, le kaj sem najdel. Ti kaj pa misliš, da je tole? Kaj je tole? Neč bo odvila, ne? Pa bo videla, kaj je tole. To je tudi ena slika, ne? A ni lepa. Je, ja. Duhaj, čigava je. Če ti ni zmešan, čigava le, naša. Ja, vse, kar je tu, je naše, a ne? To bi povedal ja vsak, ki ima vsaj malo soli v glav. Mašika, lepo te prosim, sem ne na vse zgodi, da me direkt... Ne. Če si ti v igri zmeraj, Johi. Ja? Ja. Veste kaj, tlele pa nekaj piše. Da. Očku v zahvalo za lepo otroštvo. Sin Renato. Dobar. Pa še datum Ja. zraven. 23.3.1991. Kaj pa je to, oči? Ti mila, pa to ni res. Ta sin Renato, ne, to je moj mrzo bratanci, očutno je on mojemu stricu Radivoju poklonil to sliko. Pa čakajte malo, tlele pa še nekaj piše. Koga pa klepiš? Veno pilon. Pa to ni res, ej! Kaj spet ni res? Veno pilon! Ja. Pa to se meni zdi tako znan, razumeš, da sem jim pa ne bi mogel biti znan. Porkaš! Pa tale malarija je vredna, pa to je ogromen vrednik. Če to ni res, sem jaz osu, pa me duš, da sem no. Pa že bo, ja? Joj, veste kaj? Zdaj bomo mi tle okoli ljudi povprašali, kako je ta slika sem prišla. Kamere ne bomo nosili. Maša, ti obdeli soseda Marija. Ti tudi s kamna kaj vam potegneš. Ti pa tistega tvojega učitla, koga že? Gaj, točno. Ej, ti pa ta malega Štefa. Če tele ne vejo, pol noben ne ve. Jaz bom pa sliko vaktu. Okay. Pejmo v akcijo. In smo šli v akcijo. Strogo konspirativno raziskovalno. Prvo uporabno informacijo je seveda dobila kdo drug kot naša mami. Kot je rekel oči, njena prefriganost bi še iz kamna kaj izvlekla. Kaj šele iz soseda Marija? Gospod Marjo! Gospod Marjo! Ja, dober dan, dober dan. Dober dan. Ja, kam pa vi? Grem malo v kobilarno, čem pogledat, kaj je tam novega. Brez zamere, ampak meni neki mi ne da miru, pa mi sam vi lahko pomagate. Povejte, kar povejte. No, zanima me, a je ta naš stric Radivoj, Ja. a so ga obiskovali kakšni umetniki? Radivoja, tiste Beno, allora, ne Beno, Beno Pilon, je bil nekaj prijatelj, od mladosti je bil naste, je bil, Radivoj je zmeraj sanjal, kako da bi on lahko kupil eno njegovo sliko, eno original naste, eno kopijo, draga moja, kako bi rjavčke kupil, ko nijemo nekaj sodo za kruh, skor bi rekel. Ja, tako je to. Ja, tako je, ne drugače. Najlepša hvala. Joj, sem čist pozabila, se mi bo presmudil ali šlo pa čez? Joj, sem čist pozabila, nasvidenje pa hvala. Z Bogom. O, ti ljubi moj Bog. Če bi bil ženski firm svino, ne bi nikoli zmanjkalo. Ja. Tudi Nejko se je izkazal. Štef mu je povedal, ja, marsikaj. Jaz vašega strica nisem poznal, ga je pa gospod Gaj zato toliko bolj. Moj stric Radivoj povedal, kako se je posloval od jahanja, pa od svojega sedla tudi. Kako? Tako, da je zakopal svoje sedlo, sam noben ne ve kam. Tudi gospod Gaj ne. Baje, da so tako delali že iz časov Džingiskana, da so stari bojevniki tako zakopali svoje sedlo, da ne bi kdo v skrunu spominjal na jahanje. Kdaj pa to naredil? Pa je 2 leti pred smrtjo. Takrat je tudi Sivčka dal sosedu Mariju. Gaju je pa obljubil, da mu bo povedal skrivnost, kam je zakopal sedlo. Sam pol ga je pa kap, pa mu ni nič povedal. Le kaj s tem sedlom? Ti mogoče pa kakšen zaklad zraven. Ti pa imaš domišljijo. Če je noben nima, jo imaš pa ti. Nič hudga.
Sam človek brez domišljije je pa Kot? ja, no ne vem, če zdaj točen kaj, no. Ampak sigurno nekaj zelo dolgočasnega. Hvala, Štef. Ajde. Tamal ga je oči zapeljal do sežanske knjižnice, kjer je on potem na internetu zbrskal čisto vse od tega Vena Pilona. Beno Pilon je bil, no ja, zdaj ni več, kar je že umrl, in sicer leta 1970. No, je bil eden najpomembnejših slovenskih slikarjev, bil je pa tudi grafik in fotograf. Študiral je pa v Pragi, v Firencah, pa tudi na Dunaju. Da se mu je dal toliko sel. Pa dej no, Tinka, neko dej naprej, prosim. Bil je pa tudi vojni ujetnik v Rusiji, največ časa je preživel v Parizu in njegov sin Dominik je galeriji v Ajdovščini, ki se tudi imenuje po Venu Pilonu, doniral zelo obsežno zbirko slik, grafik in fotografij. In ti si to vse tam v knjižnici najdel? Joj, nejči, bravo, moj. Lepa pameten, pa vse po mamici. Dejta mir, vidva. Dobre, Maša, ne se razbudja. Zakaj že ne? Zato, ker imam jaz eno genialno idejo. Pejmo. Kam? Kam? Direkt v Ajdovščino, pa direkt v ta Pilonov muzej. Oči, veš kaj je v Pilonovo galerijo? Ja, pa kaj sem pa jaz rekel? Oči, galerija je galerija, muzej je pa muzej, je razlika, veš. Ti genialka, pa povej kakšna, če seveda veš. Je za v muzej večja vstopnina, kot za v galerijo, halo? To bo to, ja, seveda. Dejta mir, vidva. Sam gremo brez slike. Gremo samo pogledat, da vidimo, če kakšna slika v kakšni zbirki manjka. Kaj pa, če manjka? Ja, potem bom jaz... Kaj boš pa ti? A moraš čisto vse vedeti, no? Ja, vidva sta v redu, midva se greva pa preobleči. Ja, zes. Midva Da so v redu, ja. O, ženske, bela sestra. Dobrodošli, kako vam lahko pomagam? Kaj vas pri našem Pilonu najbolj zanima? Pilon, nasplošno. Je tako ranoličen, da si človek težko izbere kakšno njegovo specialiteto. Specialnost, mislim. Mi se interesiramo za te izbrane cikluse. Ja, teh je pa kar precej. Pariški, na primer, pa... Te bolj, te domače, ne? Aha. No, domačemu ciklusu nekateri rečejo vipavski pejsaži, spet drugi pa kar preprosto iz Pilonove domače doline. Tamle je nekaj del iz tega ciklusa. To pa so dragocenosti, a ne? Ja, res je. Veste, v Trstu živi nek strasten zbiratelj, ki je pripravljen za vsako Pilonovo sliko odšteti med 30 in 50 tisoč evrov. 50? Tisoč, ja. Pilon je bil namreč eden takih slikarjev, ki z leti neverjetno pridobivajo na vrednosti, ja, veste. In ne boste verjeli, da ravno vipavski pejsaži še niso v celoti zbrani. A da niso? Ne, niso. Mojster je bil namreč take vrste umetnik, da je svoje slike podarjal prijateljem in nekateri jih pač niso znali pravilno ceniti in zgodilo se je, da je marsikatera Pilonova slika pristala kar na kakem podstrešju. No, mi smo jo pa... Tudi želeli imeti, ampak nikakor nimamo dovolj sredstev. Ja, samo... Najlepša hvala, da ste nam Pilona tako zelo približali. Zdaj pa gremo takoj domov. Ja, hvala lepo, ja. Jana, smokica, Meroslovska, pa kaj se greš? Ja, Maša, pa moram to saj mečken, da bi bil. Vam lahko še kako pomagam? Tisti naslov od tistega Tržačana, a bi se mogoče dalo dobiti? No ja, mi se sicer ne ukvarjamo s posredništvom. Pa če vas lepo prosim. Ma nej vam bo. Lepa hvala, gospa. Janez, kaj se greš? Poslušaj, Maša, mi imamo po mojem skromnem mišljenju tako original, da ga... Pa ne, da imate kako Pilonovo sliko. Ja, seveda nimamo. Saj sem vam že povedala glede sredstev pa tega. Ne, Johi? Ja,
Sredstev nimamo, ne, to zagotovo nimamo. Pilona pa bo... Še manj. No ja, če jo slučajno imate, potem je brez ustreznega strokovnega certifikata niti slučajno ne boste mogli spraviti v denar. Na trgu namreč kroži zelo veliko pilonovih ponaredkov. Visoko ceno pa dosegajo samo originali. Oprostite, gospa, a lahko? Oprostite, delo čaka. Danes drž jezik. Levo krug pa gremo. Levo krug pa gremo. Gremo! Ljubčki moji, pa mi smo bogati. Pa kaj bogati? Mi smo nadbogati. Janez, umir se pa na cesto, glej. Gledam, Mašika moja, gledam, na Pilona pa sedem, da gledam, no. Ej, oči, a lahko jaz naredim en povzetek? Pa daj, sinko, pa daj. Prvič, ta Renato, sin od strica Radivoja, je očetu podaril original, ne pa ponaredek. To je 100%. Sem prepričana. Drži, garant. Pojmo dalje. No, drugič, učitelj Gaj ziher ve za sliko, pa za certifikat tudi. Sam ne ve, kje sta. To pa še bolj drži. Bravo, sine moj. Pojmo dalje, ajde. Ja, tretjič, tudi sosed Mario po moje ve za sliko, za certifikat pa najbrž ne. Tako? Ker se mi ne zdi tako podkovano vsem skupaj. Bravo, genialni moj potomec. Ma kaj bi sebe poslušal. Janez, utihem pa na cesto, glej, no. Ma gledam, Mašika moja, gleda, Pilona mi da gleda me. No in potem četrtič, stric Radivoj je ziher zakopal svoje sedlo, o tem ni nobenega dvoma, ker je učitelj Gaju vse skupaj referiral. Sam da noben ne ve kam, mislim, kje, no. Točno. Točno tako. Janez, zdaj nas pa hitro do hiše pripelj, da ne bo prepozen, ker ta slika je zdaj čist nekaj drugega, kot smo mislili. Maša, jaz nisem nič mislil. Ja, točno. Saj ti tako ali tako nikoli nič ne misliš. Glej na cesto, pa požen. Maša, to, ker bom zdaj rekel, to rečem jaz sicer zelo težko. Ampak, Štef. Sem bolj še povedati, Kaj? Da je gospod Gaj zjutraj rekel, da bo šel na sodišče in uvrgel zapuščino strica Radivoja. Kaj je to? Je rekel še, da vse, kar je tukaj, da je njegovo in ne vaše. Pa mi imamo papir, mi imamo vse napisano. A ni to Gajev konj? Ja, sem ga prišel malo gret, ker pridejo eni Italijani danes jahat, zdaj pa moram iti tako. A ja, tole vam še zate. Tole sem spletel iz konjske žimeje. Izvoli, nekaj posebenega za prav posebne. Zdaj pa res moram iti. Adijo. 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 Kazanova. Hvala, ker si prišel povedati. Ja. To je dobro, no. To jaz ne vem, zdaj ja bo. Bumbar! Pa nejc, kako se pa ti pogovarja z očetom, no pa da te ni sram. Pa nisem mislil oče, ampak sebe. Ja, no, to je pa že lepše. Ja. Ne, pravzaprav pa ne, se ti si moj sin, ti res ne moš biti bumbar, oprost. Ja, pa sem lahko oči. A kdo od vas treh sploh opazi, s kje je Štef potegnil ta nakit, ki ga je dal Tinki? Ej, tole pa sploh ni važen. Važen je, da mi ga je dal. Ja, pa še kako je važen, genialka. Iz sedla. Tam torej, kjer jahači hranijo svoje največje dragocenosti. Kakšno vezo ima to z vsem tem? Ja, jaz mislim, da prav nobene. Sinko moj, nejko, zdaj pa mimo seku. Ma niti mal nisem mimo seku, ampak direkt v sredino. Mal pomislite. Certifikat od te slike je stric Radivoj skoraj siguren dal svoje sedlo, preden ga je zakopal. 1000%. Zdaj moramo samo še sedlo poiskati, pa smo zmagali. Pa bravo, genialček, oči, to jebena, ti si res genij, no. Ja, seveda je, se ve tudi po kom, ne? Dej, kar umir se, Janez. Kar je res, je res. O, viharnik! Ja, nate smo pa čist pozabili. Ej, kam me boš danes pelil? Kam bi ti šel? Tinka, pust ga, ne gre sam. Ti pa sam zanimaj, prav. Jaz sem prepričan, da nas bo do tega našega sedla pripelil. Pa kjerkoli že zakopan, no? Mogoče ima prav neko. Pejmo mi samo z njim, pejmo mi samo z njim. Pejt, Maša, pejt. Čakaj. Kam nas pejte? Kaj sem vam rekel? Pa tle nekje je sedlo. Če ga tukaj ni, pa ga ni, no, garant. Kad bi rekel nas oči. Ja, kaj pa bolj čakamo? Janez pokramp pa lopato. Koga? Lej, če ima neko prav, pol sploh ne vem kaj. Dobro. In je šel, naš oči. No, pravzaprav je odbezljal, kot sneta skira, kot bi rekla naša mami. In je bil tudi ekspresno nazaj.
z vsem potrebnim orodjem, se razume. Ma če me to ne spominja na našo bivšo državo. En gara, trijega pa bulja. Mogoče že. Sam da takrat tisti, ki so delali, niso govorili traparij. Dajmo, Juhi, no dej še malo, no. Delam, a ne viš, da delam? Evo ga. Samo previdno, Juhi, samo previdno. Ja se ne znam drugačno, delam. Evo ga. Glej ga. Čak, to mora biti sigurno. Glej ga. Dej sem, Juhi. Oči, dej, zaradi tega, ker v naši familiji... Zna samo mamica, brat. Dej ta mir, Juhi, glej in se čudi, no. To delam, odkar sem se s taba poročil. Bod vesel, ti so eni dolgčac. Pa to ni... Zdaj jaz nisem bogat, jaz sem veleposestnik na Tiber Obert. Mamo ga. Hvala ti. Kaj štavo, šokaš, ti smešen?